Dober večer na seji Zbora za republiko. No, verjetno se ne boste vsi včlanili, ampak današnja seja je namenjena, kot je bilo rečeno, našemu, mi kar rečemo našemu, dr. Lovru Šturmu. Veste, on je zelo zaznamoval Zbor za republiko. Bil je do leta 2016 je bil predsednik in ves čas do svoje smrti je nekako sodeloval in bil agens Zbora za republiko. Torej je dajal tisto dodano vrednost, tisto notranjo čvrstost in pa tudi razumnost, treznost pri vprašanjih naše države, ki se seveda ukvarja še vedno s problemom pravne države. No, in zato smo rekli, da današnja seja, ki je pač na prvi ponedeljek v decembru, mi imamo svoje seje, pogovore vsak mesec, najmanj enkrat na mesec, na prvi ponedeljek v mesecu. In zato smo rekli, današnja seja naj bo posvečena spominu nanj. Kajti sodi med tiste velike ljudi, ki so zaznamovali naš čas od že prej, predvsem pa po osamosvojitvi, ko se je ustvarjala pravna država in smo imeli srečo, da smo imeli, če rečem, ustavno sodišče tako, kot se šika. Kot se šika. Tako da smo tudi povabili dva gosta, in sicer gospoda Bogomir Štefaniča, ga vsi poznate, znan novinar Družine. On zelo dobro pozna Šturma, ga je spremljal skozi dolga leta. In seveda tudi gospod Jan Zobec, sodnik, ki je na pravnem področju, na področju sodstva, čutil tudi Šturmov prispevek k slovenski pravni državi in nam bo tudi to dimenzijo razkril. Potem bo pa še gospod, naš član, gospod Granda, povedal nekaj o njem in potem bo pa seveda razprava, tako kot je vsakokrat pri naši seji. Torej, najprej gospod Štefanič, izvolite, imate besedo. Naj se najprej zahvalim za to izjemno čast, ki ste mi v bistvu izkazali s tem povabilom, da nekaj spogovorimo o dr. Šturmu. Pa bom čisto iskren, sprva sem mislil, da je vabilo prišlo na napačen naslov. Gospod Janez bo vedel, da sem se malce otepal tega, da bi sem prišel, zato ker vendarle ga osebno nisem tako zelo poznal, da bi smel na tej ravni o njem kaj govoriti. Ker v bistvu nisem nikoli bil del nekega njegovega notranjega kroga ljudi, to pomeni notranjega kroga prijateljev, pravnikov, politikov, tistih, ki so z njim konkretno sodelovali v konkretnih zadevah. Potem sem pa vendarle pomislil na neko drugo stvar. V bistvu sem pa novinar, ki je z njim naredil zelo verjetno največ intervjujev v zadnjih 20 letih. Midva sva se na te intervjujske 4 oči dobila, tako na hitro sem šel pogledati, vsaj ob ducat priložnostih, tam od nekaj leta 2000 do leta 2015-16. In zato sem si rekel, mogoče pa res nekaj o njem vem, ker sem se z njim tolikokrat pogovarjal. Tudi prej sem gospodu Cukjatiju rekel, da sem vsem tem času zagrešil en greh opustitve, ki ga zdaj javno se izpovedujem. Nikoli nisem z njim naredil osebnostnega intervjuja, da bi ga vprašal, se veste, kako vas je pa to osebno nagovorilo in podobne stvari. Vedno smo se pogovarjali o stvareh, ampak na koncu se je izkazalo, ko te intervjuje gledam še enkrat, da je skozi stvari prišel v prvi plan on.
Ne? S svojimi besedami, z argumenti je nenadoma nastal en mozaik, ena podoba človeka, ki je nekako zdaj sedel tu pred mano in mi znova razlagal vse stvari, svoje vrednote, svoj način argumentacije. In v bistvu bi vam to želel skozi obnovitev teh zgodb intervjujskih na nek način predstaviti tudi vam, da v bistvu vidite to sliko. Pa bomo šel skozi neke intervjuje in mogoče skozi njihove naslove, da bomo videli, da v bistvu ti naslovi ne govorijo o stvareh, ampak tudi o tistim, s katerim se pogovarjam. Pred dobrimi 20 leti izide prva izdaja komentarja Ustave Republike Slovenije. In za družino pripravim pogovor z dr. Šturmom kot urednikom komentarja, pa tudi piscem posameznih komentarjev, posameznim členom, tudi tistim najbolj razpitim 7. člen. Mislim, da ga je on delal, pa še nekatere druge take vroče zgodbe je on prevzel v tem komentarju Ustave. In tisti pogovor nosi naslov Temeljno delo nacije. Zgleda zelo suhoparen naslov, pa vendar opisuje ne samo predmet pogovora, ampak tudi človeka, s katerim se pogovarjam. In s tem gigantskim projektom, ki si ga je on naložil na svoje rame. Gospod Zobec bo vedel, da takšni komentarji v tujih razmerah nastajajo bistveno bolj kolektivno, ne, kot pa je v Sloveniji, ker je on to vzel za neko življenjsko poslanstvo in ga je opravil. Je v bistvu s tem komentarjem nam je vsem pokazal, da je potrebno ustavne temelje slovenske nacionalne države, ki je bila takrat v viziji dokumentarja najstnica, 12 let, 11-12 let je bila stara, zavestno utrjevati in pri odločevalcih v vseh vejah oblasti, pa tudi pri navadnih državljanih, gojiti vključujoč ustavni patriotizem. To je zdaj izraz, ki si ga sicer sposojam od gospoda Mateja Avbla, ampak opisuje tudi Šturmovo prizadevanje. Ne? In ta patriotizem pa raste iz doslednega spoštovanja človekovega dostojanstva, pluralnosti, svobode vesti, verske svobode, seveda tako tudi svobode govora, enakosti pred zakonom. A so to danes samoumevne stvari? Ne vem, če so. Ne? Želeli bi si, da nam jih gospod Šturm znova razloži. Ne? Dr. Šturm bil vedno znova ključni glasnik modernega konstitucionalizma in zagovornik tudi neposredne uporabe ustave kot živega pravnega akta, ki pomeni odločujočo razlago in interpretacijo za vse druge podrejene pravne akte. In vsem tem nam ostaja zgled. O tem bo moj sogovornik verjetno lahko povedal še kaj več. Zdaj, pojdimo k drugemu pogovoru. Ne? Leto 2003 v zbirki Viri, ki jo izdaja Arhivsko društvo Slovenije, izide zvezek, v katerem so bila prvič objavljena navodila za delo varnostnih organov v Socialistični republiki Sloveniji, torej navodila za delo partijske politične policije. Med avtorji uvodnih razprav je tudi dr. Šturm in dogovoriva se, da bo naredila pogovor na to temo. Živo se spomnim, gospod Šturm je takrat zbolel. In ker pa sva bila dogovorjena, da intervju opravva, sva ga pri vas na Štefanovi doma, sem se celo oglasil, da sva ga posnela. Bil je, v slabi koži, bi rekel, kot da je iz gripe ven prišel. Ampak ko sem se začela pogovarjati, ko je začel njegov delati, to je prevladalo nad bolnim telesom in naredili sva res tak en dinamičen pogovor na to temo. Skratka, tudi tukaj se je pokazalo mož beseda. Dogovoriva se je za intervju, tema je pomembna in jo opraviva, čeprav nismo v najboljši formi, fizično, ne pa mentalno. In ta pogovor je bil naslovljen Razkrivanje politične policije. In znova, pod tem naslovom ne govorimo samo o stvari, temveč tudi o človeku, ki je za stvarjo. Dr. Šturm je bil eden ključnih mož razkrivanja teh podlih skrivnosti prejšnjega totalitarnega režima. Skrivnosti, ki so jih nekateri tudi v demokratičnih razmerah hoteli skrivati kot kača noge, da tako rečem. Tajnost je bila ugrajena v sam sistem komunistične partije in tako tudi njenih dedičev, zato je bilo prav razkrivanje eden temeljnih pojmov povezanih s Šturmovim prizadevanjem za vzpostavljanje slovenske tranzicijske pravičnosti. In sogovornika sem med drugim vprašal takrat, kaj si obeta od objave teh skrivnih navodil za delo teh varnostnih organov. In njegov odgovor je bil pomenljiv tudi za današnji čas. Zdaj bom citiral Šturmove besede, veliko govori o katoliški cerkvi, ampak ne gre samo za katoliško cerkev, gre za sklepno poanto tega navedka. Navajam.
Velika vrednost objave je, da se nazorno vidi, kako je bila cerkev vse skozi obravnavana kot poglavitni notranji sovražnik. K objavi me je spodbudilo dejstvo, da sem na posvetu o razmerju med državo in cerkvijo, ki ga je leta 2001 priredila SAZU, slišal razpravo neke mlajše zgodovinarke, ki je trdila, da se je to razmerje med državo in cerkvijo v nekdanji Jugoslaviji ustalilo in normaliziralo po podpisu protokola med Svetim sedežem in SFRJ leta 1966. Ugovarjal sem, da to ni res, kar sem utemeljeval prav z dejstvom, da imamo pri nas ves čas, tudi po letu 1966, sistem navodil za delo tajne policije in tudi za delo ljudske milice, ki med notranjimi sovražniki na prvo mesto postavlja prav katoliško cerkev in se z njo nesorazmerno veliko ukvarja. Takrat sem nekaj fotokopij teh dokumentov razdelil med zgodovinarje. Vendar vidim, da je edino objava tista, ki zadevo postavi na pravo mesto, tako, da se nihče več ne more izgovarjati, da tega ni ali da za to ne ve. Konec navedka. Skratka, dr. Šturm je v javnem prostoru razkrival zakrito in od tlej se pač ni več mogoče delati nevedne. Kdor se še dela nevedne, je, oprostite besedi, bedak. Ne? To je njegov prispevek razjasnevanju. Pojdimo naprej. Ne? Zdaj gremo v leto 2007. Dr. Lovro Šturm je pravosodni minister. Med drugim si želi čim prej končati denacionalizacijo, je strokovni oče zakona o verski svobodi, ki takrat roma proti ustavnemu sodišču, oziroma je že tam nekje na mizah, pa še ni, mislim, da odločeno. Kot minister se dosledno zavzema za spoštovanje človekovih pravic, želi zato pospešiti tudi proces izvajanja zakona o popravi krivic. Skratka, pogovor je tekel o teh in podobnih stvareh. Ne? In tisti pogovor je bil naslovljen stvari politične volje. Znova pomembno sporočilo za razpravo v javnem prostoru. Namreč, dr. Šturm je dal vedno znova jasno vedeti, da smo v tranzicijskem prehodu iz nedemokratičnega v demokratični sistem na številnih področjih obtičali ne toliko zaradi neustreznega ali neprimernega pravnega okvirja, ampak zaradi politične nevolje nosilcev oblasti. Nevolje, ki je pogosto blokirala naprimer vzpostavljanje te tranzicijske pravičnosti. Ne? Sam je ravnal drugače. Ne? Recimo, na kritičnih področjih je kot pravosodni minister poskrbel za dobro organizacijo dela, za bolj usklajeno delo državnih organov, za primerno število strokovnih sodelavcev, za ustrezen nadzor. Zgolj en statističen primer, Komisija za izvajanje zakona o popravi krivic. Pred njegovim prihodom na ministrstvo so rešili nekaj vlog tedensko, če. Ne? Spomnite se, to je bil čas, ko Jože Pučnik na Komisiji za izvajanje zakona pravi krivic ni šel čez. Ne? Ni mu bil priznan status političnega zapornika, so mogli ponoviti zgodbo. Ne? Pride dr. Šturm in na pravosodnem ministrstvu uredi zadeve tako, da začnejo reševati nekaj 10 ali do 100 vlog na teden. Ne? Skratka, po 10 je učinkovitost komisije, zakon je ostal isti, nič se ni spremenilo. Ne? Samo politična volja, da se ga izpolni in uresniči, je sprožila proces, ki je privedel do pozitivnih rešitev za marsikoga in da je proces poprave krivic sploh prišel do točke, do katere je prišel, ne? Ker sicer bi ga zblokirali že takrat. Ne? Skratka, politična volja dr. Šturma je bila usmerjena v pravičnost za vse. Pika. Ne? Pojmo zdaj spet naprej. Ne? Zdaj gremo v leto 2009. 2. aprila tega leta poslanci Evropskega parlamenta z ogromno večino, tudi z glasovi slovenskih poslancev, kot veste, sprejmejo tisto slavno resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu. In zdaj je vprašanje, ne? Ali v Sloveniji tiste dni vemo, da je bila ta resolucija sprejeta v Evropskem parlamentu? Tako rekoč ne? Čeprav imamo v Bruslju neko dopisnico, ki si je one dni že pripravljala za kandidaturo na evropskih volitvah, ne, pa najbrž imela druge posle, no, ni bila pri stvari. Ne. No in to medijsko okoliščino omenjam zato, ker je bila družina prav skozi pogovor z dr. Lovrom Šturmom prva, ki je celovito poročala o tej resoluciji v slovenskem medijskem javnem prostoru. In tukaj je zdaj pa ena dosti pomenljiva politična anekdota. Ko je ta resolucija jeseni tistega leta vendarle prišla na dnevni red slovenskega parlamenta,
ki je sicer ni sprejel, ampak samo potem, kako že je posvojil in podobno, se je eden od poslancev z liste socialnih demokratov javno pridušal, rekel, ta resolucija itak ni dosti vredna, nekako v tem smislu, v slovenski javni prostor so jo itak prinesli na straneh družine, napisana je bila pa tako na veliko kot papeške okrožnice in podobno. Skratka, zelo slabšalno je govoril o tem, da je en tak dokument bil predstavljen v družini. In to skozi besedo dr. Šturma, skratka, skušal je diskreditirati celotno zadevo, da je, kakor jaz vem, je ta poslanec kasneje to svoje mnenje bistveno spremenil. Ampak zdaj se vprašamo, kaj je ta inkriminirani intervju dejansko prinesel? Njegov naslov je bil Brez resnice in spomina ni sprave. In znova govori o intervjuvancu ravno toliko kot o stvari, o kateri se pogovarjava. V kontekst kulture avtentičnega spominjanja in iskanja resnice moramo pravzaprav umestiti skoraj celoten poosamosvojitveni opus dr. Šturma. In temeljno izhodišče tega njegovega prizadevanja je bilo kristalno jasno. Človekovo dostojanstvo. In zdaj bom citiral eno Šturmovo izjavo iz tega pogovora iz leta 2009 od resolucije Evropskega parlamenta, navajam. V pogledu enake obravnave vseh totalitarizmov je resolucija Evropskega parlamenta nedvoumna. Izhaja iz spoznanja, da je z vidika žrtev vseeno, kateri režim jim je iz kateregakoli razloga povzročil krivice, in v tem duhu poudarja spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih in nedemokratičnih režimov v Evropi, ter jim tako priznava in vrača odvzeto dostojanstvo. Človekovo dostojanstvo je čisto posebna temeljna človekova pravica, ki za razliko od drugih pravic ni priznana samo živim osebam, temveč tudi pokojnim. To pomeni, da nikdar ne zastara. Konec navedka. Skratka, dr. Lovro Šturm je bil v javnem prostoru eden ključnih glasnikov človekovega dostojanstva kot temeljne pravice, ki pripada živim in mrtvim in nikdar ne zastara. In tot naprej se nimamo več kaj pogovarjati. To je tista temeljna definicija. Pojmo znova naprej. Zdaj pridemo v leto 2011. Februarja pripravim pogovor z dr. Šturmom, ki je pa tokrat v vlogi dekana Fakultete za poslovne vede, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta. In intervju je naslovljen Naj spet beseda velja. Znova je to v bistvu opis človeka, ne samo stvari. Če pri kom je pri dr. Šturmu beseda absolutno veljala. V javnem prostoru je bil tudi pri nasprotnikih prepoznan in priznan kot mož beseda. Pomemben del svojih profesorskih prizadevanj pa je usmeril prav v to, da bi etika v javnem delovanju in govorjenju dobila bistveno večjo težo. Naj spet to ponazorim kar z njegovimi besedami. Izhajal je namreč iz prepričanja, in zdaj navajam, da je etično ravnanje imanentno človekovi naravi, vendar lahko vsak človek kot svobodno in zase odgovorno bitje v življenju ubere takšno ali drugačno pot. Če posamezniku pomagamo s primeri iz zgodovine in z drugimi znanstvenimi dognanji, ga lahko prepričamo, da je etično ravnanje nepogrešljivo, ne samo pri njegovem osebnem ravnanju, temveč da je etos tudi nepogrešljivi sestavni del demokratične, svobodne družbe. Tiste družbe torej, v katero smo vsaj na papirju Slovenci vstopili s prvimi demokratičnimi volitvami, osamosvojitvijo in sprejemom nove ustave. Če v neki družbi ni skupnega dogovora o etičnih temeljih, taka družba nima prihodnosti in potem lahko tudi ustavna določila o svobodni demokratični družbi predstavljajo samo fasado, za katero se skrivajo popolnoma drugačne vsebine. Konec navedka. Uvidi, ki dobro desetletje pozneje se pokažejo za preroške, a ne živimo danes v času očitnega fasaderstva. Koliko fasad moramo gledati, on jih je razbral že kdaj in nas na to opozarjal. Naj na tej točki s temi intervjuji bom malo zaključim, pa grem mogoče še na ene 2-3 poudarke iz njegovega življenja, malce tudi zaradi nekega svojega osebnega, ne bom rekel interesa, ampak spomina, tako bom rekel. Mogoče se spomnite, koliko je dr. Šturm naredil na področju, ki mu slabšalno rečejo premetavanje kosti.
Leta 2001 je išla študija Brez milosti in pri pripravi te študije je dr. Šturm sodeloval z mojim očetom. Delno, ne. Moj oče je bil, jaz sem doma iz Kočevja, oče seveda tudi tam sicer priseljen Belokranjec, ampak on se je vedno zanimal za te tematike in kot veterinar je veliko hodil po terenu, poznal je ljudi, ljudje so mu tudi zaupali. Potem je bil tudi na občinski ravni v komisiji za grobišča kot načelnik upravne enote kočevske, pa kasneje tudi na državni ravni član državne komisije za grobišča, zato ker je Kočevje nekako sodilo zaradi Kočevskega roga tja. Ne. In ona dva začetno sta tle delno sodelovala, tudi pri nas doma so se kdaj dobili, ne vem, če niste bili še vi enkrat pri nas doma, gospa Milica, in se o tem pogovarjali. No. Ampak zakaj omenjam to študijo? Ne? Kot veste, je ta študija o tem, kako so tistega junija 1945 iz oznovskih centralnih zaporov v Ljubljani prepeljali skupino ranjencev, bolnih invalidov, konfin pri Grčaricah in jih tam pobili z metali v Brezno, v 2 Brezni pravzaprav. Ne. Skratka, ta študija je, ki jo je dr. Šturm v sodelovanju z gospodom Blažem Ivancem pripravil, je bila temelj za to, da je potem komisija za grobišče leta 2006 to prvo Brezno izkopala. In ko so tiste kosti prišle ven in so bile tam na tisti poljani zložene sortirane po stegnenice, lobanje. To je bila točka, ko je tudi v javnem prostoru umolknil en oster diskurs in se je vsaj za nekaj časa pojavilo eno sočutje do vsega tega, kar se dogaja. Jaz sem bil tam zraven, ko sem bile tiskovne konference. Nihče od novinarjev ali novinark ni upal kakšen ampak to, da neke relativizacijske stvari uporabljati. Takrat je bilo jasno, kaj se je zgodilo. Ne? In dr. Šturm je svojo raziskavo to na nek način omogočil. Dr. Dežman je potem to izpeljal, ampak brez raziskovalnega, pionirskega raziskovalnega dela dr. Šturma bi te zadeve ne mogle teči tako, kot so tekle. In skratka, omogočil je dr. Šturm nekakšno drugačno javno naracijo o soočanju s temi najbolj tragičnimi poglavji slovenske temne strani meseca. No, ko že omenjam, dr. Šturm je tako ali tako tudi sodeloval pri razstavi Temna stran meseca in zbornik v prvi in v drugi izvedbi, potem še na posvetu ob obletnici Temne strani. Pa mogoče še kakšen drug poudarek, če je spet nekaj aktualen. Ne? Na še eno vrlino gospoda Šturma smo se lahko spomnili prav te dni. Konec oktobra je umrl Martin Uharnik. Žrtev je ena najbolj znanih teh sodnih zmot. Gotovo se večina tu navzočnih spomni opravičila, ki ga je gospodu Uharniku leta 2007 ob razveljavitvi te sramotne sodbe kot pravosodni minister izrekel prav dr. Lovro Šturm. In marsikomu se je ta podoba žrtve na eni strani in pa moža, ki to žrtev razume in je z njo iskreno sočuten, vtisnila v spomin kot najbolj prvinska, mogoče celo tako bi rekel, arhetipska podoba, kako bi morala država ravnati v odnosu do svojih prizadetih državljanov. Veličina dr. Šturma je bila tudi v takih dejanjih spoštljive ponižnosti, če smem uporabiti ta izraz. Skratka, ponižnosti pred konkretnim trpljenjem konkretnih ljudi. Seveda, to je bila poteza, ki je dr. Šturm naredil kot minister, kot politik, ne? Torej kot pravni strokovnjak na začasnem delu v politiki. In tukaj se mi zdi pa znova zelo pomembno, da je dr. Šturm nase vzel tudi dolžnosti v politiki kot 2-kratni minister. Jaz mislim, da mu tega ne bi bilo treba. Pa je to breme vzel nase in to je pomembno zakaj. Ne? Politiko smo, kar seveda ni samo slovenska posebnost, ampak pri nas smo najbrž potem neki prvaki, uspeli tako ponečediti, da se dostojni ljudje v ta prostor skoraj da niso več pripravljeni podati. In dr. Šturm pa je bil in je vedno bolj zgled za vse sposobne ljudi, za ljudi s političnimi talenti pa brez osebnih interesov, da stopijo na pot politike kot ene najvišjih oblik ljubezni do bližnjega, kot politično delo opisuje katoliški družbeni nauk. Seveda je v tem prostoru doživel marsikaj pikrega, grenkega, vi sami to veste, ampak to je zdaj vse vreč nekako čez ramo se temu nasmejati. Ne?
In zdaj, ker sem omenjal ta družbeni nauk cerkve, pa mogoče za zaključek teh nekih napaprkovanih misli še en oseben pogled na dr. Šturma, ki pa želi seči tudi v presežnost. V njem sem vedno znova videl in prepoznaval moža uresničenih blagrov. Te poznate srčiko evangelskega sporočila zjedreno v Jezusovih blagrih. In meni se je večkrat zgodilo, da sem si skušal predstavljati, kdo bi lahko poosebljal kakšnega izmed teh blagrov. In ko berem, blagor lačnim in ženim pravice, kajti nasičeni bodo. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjeni, ker njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in vse grdo o vas lažnivo govorili. Ko imam pred očmi te blagre, imam hkrati pred očmi dr. Lovra Šturma. Bil je lačen in žejen pravice za vsakogar. Zaradi prizadevanja za dosledno pravičnost so mu metali številna polena pod noge, pa jih je znal prestopati. Neredko so ga tudi zaradi te načelnosti pa ukoreninjenosti v vero zasramovali in so ga hoteli tako značajsko umoriti v medijih. Ampak vse to je prenašal z njemu lastno krotkostjo, ker je znova vrlina, ki jo Jezus blagruje. Če smem, dr. Lovro Šturm je skozi vse to pokazal in dokazal, da je bil prvak prvobitne kulture dialoga, tiste politične kulture, od katere smo sicer še daleč, a nas do nje lahko pelje prav njegov vzgled. Hvala. Hvala gospodu Štefaniču, sedaj bi pa prosil gospoda Zobca, da prikaže oziroma da pove svoja doživetja z njim, predvsem na polju pravne države, slovenskega sodstva, ki, kot se zdi, kot mi laiki doživljamo, zopet zapada v eno krizo. In ob spominu na tista prva leta, kjer so veliki pokončni ljudje oblikovali in nosili breme ustavnega sodišča, je bilo narejeno, kot vidimo laiki, neverjetno veliko za ustoličenje Slovenije kot države. In prav v teh časih, ko se pripravljajo spremembe, tudi ustavne spremembe glede imenovanja sodnega sveta, ustavnega sodišča in podobne stvari, in pa glede napovedi o strateškem svetu za preganjanje sovražnega govora in podobno, imamo občutek, da se pripravlja nekaj, kar bomo pravzaprav čutili na svoji koži vsi demokratični in svobodni ljudje. Izvolite. Hvala. Lepo pozdravljeni vsi in veliko čast mi je, da smem spregovoriti o profesorju Šturmu in zato hvala za povabilo in izkazano čast. Profesor Šturm kot pravnik, ne samo kot javni intelektualec, mislec, civilno-družbeni aktivist v zadnjem času, v zadnjih letih po upokojitvi v okviru inštituta Karantanija. Ampak kot pravnik je bil večplastna osebnost. Ampak vse te njegove plasti so imele skupen vir in so se stekale k istemu cilju. To pa je spoštovanje človekovega dostojanstva. To je bil vir njegovega navdiha v pravu in cilj vseh njegovih pravniških aktivnosti na različnih področjih. Kot profesor, raziskovalec,
kot sodnik in kot minister. Večino življenja, profesionalnega življenja je preživel v nedemokratičnem režimu. In v tem nedemokratičnem režimu je našel svoje zatočišče, pravniško raziskovalno zatočišče v preučevanju kibernetske teorije javne uprave. To je področje, ki je celo danes napredno, za tiste čase je bilo pa še posebej napredno. In bil je v tem pogledu nek posebnež, nekdo, ki vidi dlje, širše, onkraj omejenosti, kot jo je predstavljala takratna nedemokratična ureditev. No, ampak njegov ustvarjalni, raziskovalni in pravniški eros se je začel pa potem z osamosvojitvijo. In prav na ta dan, 25. junija 1991, je bil imenovan za ustavnega sodnika. Mandat je zaključil 19. decembra 1998 in ta njegov mandat je en od ključnih mandatov ustavnega sodišča in pomeni mandat skupaj z ostalimi, vendar on osebno je dal ključni pečat tej prvi sestavi, ki je postavila temelje slovenske ustavne demokracije. Naslednje generacije so šle že po utrjeni poti, vendar ta, zlasti pa njegov prispevek, je bil ključen. V tem času je napisal 29 pritrdilnih in odklonilnih ločenih mnenj, med njimi izstopa kot klasično pravniško branje pritrdilno ločeno mnenje v zadevi uredba o vojaških sodiščih. To mnenje razkriva vso to paralelnost sistema, to tajnost represivnega sistema totalitarne ureditve in pomeni še danes neko vodilo, hkrati pa opomin, kam lahko avtoritarna država pripelje in kako grobo se kršijo človekove pravice, s kakšnimi sredstvi in kako uničujoč učinek ima to za človekovo dostojanstvo. Njegov velik prispevek je tudi uvedba metod ustavno-sodnega odločanja, pri čemer bi izpostavil zlasti načelo sorazmernosti. To je temeljna metoda, pravzaprav je to tehtanje po različnih stopnjah, ki ga uporablja ustavno sodišče in seveda tudi redna sodišča potem, ko presojajo posege v človekove pravice zaradi javnega interesa. In če se navežem prav na to načelo sorazmernosti, je tudi s svojimi teoretičnimi deli, svojem raziskovalnem delu veliko prispeval ravno na tem področju. In kot znanstvenik in raziskovalec
je spet z tega izvirajoč komentar, ki je bil že prej omenjen, komentar Ustave Republike Slovenije, ki je temeljno, ključno gradivo slehernega pravnika. S tem komentarjem, to je bilo komentarje iz leta 2002, na to je doživel še 2 posodobljeni izdaji 2011 in 2019. Z njim, on je seveda ne samo idejni oče, ampak tudi sicer kot urednik, kot tisti, ki je nabral, ki je zbral pravnike, pisce komentarja, ki je vse te prispevke uredil in dal tudi svojimi prispevki ključne poudarke temu epohalnemu spomeniku slovenske ustavnosti. Z njim se Slovenci uvrščamo med, lahko rečemo, vsaj formalno velike pravniške narode. Marsikateri narod nima komentarja Ustave. Mi, 2-milijonski narod, to imamo. In s tem komentarjem je pravzaprav naredil največ za izboljšanje dela sodstva. Ta komentar daje podlago za praktično uveljavitev, praktično mislim v prisojanju uveljavitev ustavnosti pri vsakodnevnem delu. Iz tega komentarja seveda izhaja ideja, ki jo mora imeti vsak sodnik, pravzaprav, ki se mora pretakati po žilah vsakega sodnika. To je ideja konstitucionalizma, ideja, da je vse pravo prepojeno z ustavnostjo. O tem je on učil že seveda v študente, še v času nedemokratičnega režima, vendar erupcija konstitucionalizma seveda je do tega prišlo po osamosvojitvi, predvsem skozi ta komentar, ki ga mora imeti sleherni sodnik na svoji mizi. In zahvaljujoč temu komentarju je bil opazen potem tudi premik v razlagi prava, tako imenovana ustavno skladna razlaga je bila tista, ki je začela postopoma prodirati v zavest sodnikov. Seveda se je profesor Šturm dobro zavedal in imel zato tudi empirične dokaze, da vselej se to ni dogajalo. Dobro je poznal delovanje slovenskega sodstva, dobro je vedel, da je slovensko sodstvo še ujetnik stare avtoritarne, podedovane miselnosti, da kulturnega premika in mišljenjskega premika pri večini sodnikov še do tega še ni prišlo, kljub temu, da so navzven se sklicevali na ustavo in jo tudi uporabljali, vendar je bila to več ali manj marsikje ali pa v pomembnih zadevah samo neka fasada. Zato je bilo njegovo delovanje namenjeno tudi temu. Velik del svojega dela, naporov je posvečal sociologiji slovenskega sodstva.
Vedel je tudi, kako pomembna je precedenčna vloga najvišjih sodišč. Zavedal se je, da pravo ni samo v knjigah, ampak živi predvsem v sodni praksi. Razumel je Pitamičevo modrost, da kdor ima moč nad interpretacijo, ima moč nad zakonom. In vedel je, da so to sodniki. In ravno zaradi precedenčnega prava ali sodniškega prava je želel kot minister utrditi Vrhovno sodišče. Na eni strani razbremeniti korpus sodne prakse, nepomembnih, rutinskih zadev, večkrat med seboj tudi v nekih kontradikcijah, divergencah, v sistem koherentne, obvladljive sodne prakse. Po vzoru sodobnih zahodnih demokracij. In kot minister je dal tu ključen pečat, za katerega smo mu še danes hvaležni, pravniki, to pa je uvedba sistema dopuščene revizije. Vrhovno sodišče je s tem postalo precedenčno sodišče in sodna praksa Vrhovnega sodišča pregledna, obvladljiva in vsem dostopna. Po drugi strani je kot minister nemudoma reagiral na takrat vsem znano zadevo Lukenda. To je bilo kmalu po nastopu njegovega mandata prva pilotna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice. Takrat je bilo prvič slovensko sodstvo oziroma Slovenija obsojena zaradi sistemskih zaostankov. In v svoji maniri jemati človekove pravice resno, se je nemudoma odzval na različne načine. Tako na organizacijskem področju, s projektom Lukenda, kako zmanjševati sodne zaostanke, s nagrajevanjem sodnikov, ki dodatno rešujejo zadeve na prvi stopnji, z povečanjem števila sodnikov in s zakonom o zagotavljanju pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. S tem se je zmanjšalo vsaj število obsodb Slovenije v kasnejših letih, ko je zakon seveda polno zaživel in ko so se poznale posledice in učinki tega zakona. No in na drugi strani s zagotovitvijo precedenčne vloge Vrhovnega sodišča in hkrati s preostalo procesno zakonodajo, zlasti pravnega postopka, to je bila novela ZPPD, ki je omogočila številne institute, ki so preprečevali zavlačevanje postopkov. Glede predlaganja dokazov, glede razveljavitev, uvedba pritožbene obravnave in tako dalje. Skratka, svojo vlogo varuha človekovih pravic tudi kot minister je vzel skrajno resno. No in še potem se ga spomnim kot ministra, da je bil od vseh ministrov pravzaprav kar pravosodnih ministrov
kar se spomnim, kako najbolj spoštljiv do sodnikov. Čeprav je bilo sodstvo nekako, tudi sam se je tega še kako zavedal, nosilec v pretežnem delu te stare avtoritarne ali postsocialistične miselnosti, pa vendar, takoj, ko je postal minister, je prišel na obisk na Vrhovno sodišče, z vsakim od sodnikom se je rokoval, odkrito je povedal, je razgrnil svoje poglede na sodstvo, na to, kako se spopasti s nakopičenimi problemi, zlasti sodnimi zaostanki, prisluhnil sodnikom, kako reševati njihove probleme, predvsem plačne, probleme z opremo in tako dalje. Skratka, bil je minister, ki je takoj na začetku svojega mandata ponudil roko sodnikom. Take poteze drugi ministri, kolikor vem, kolikor se spomnim, niso zmogli ali pa na to niso niti pomislili. Tako da to nekako zaokrožuje njegovo pravniško, njegove pravniške poklice, te 3 ključne sklope, znanstvenika, profesorja, ustavnega sodnika in ministra. Vse skozi se spomnim vsaki priložnosti javno in pogovoru, vselej je poudarjal pomen človekovih svoboščin. Značilen je ravno po tem, prav toliko vsi govorijo človekove pravice, ampak na prvem mestu so svoboščine in pri nas v naši družbi govorimo samo o pravicah, pozabljamo na svoboščine. In zanj so bile ključne svoboščine svoboda izražanja, svoboda veroizpovedi, svoboda na premoženjskem področju in posledično svoboda, podjetniška svoboda. To so temeljne in jasno osebna svoboda. To so te svoboščine, brez katerih človekovega dostojanstva ni. In toliko poudarjanja teh in onih pravic, to smo priča tudi danes, ne, je pravzaprav nesmiselno in v sebi nosi neko protislovje in neko nelogičnost. Ne. Toliko pravic, svoboščine se pa ožijo. Ne. In prav v tem času, v zadnjem letu in pol približno, ne, ko smo priča oženju tako svobode izražanja kot svobode na premoženjskem področju, kamor štejejo seveda tudi davki, ne, ki ožijo seveda področje prostega razpolaganja s svojo lastnino in s tem, kar imaš, kar si ustvaril, ne, in svobodo veroizpovedi. Po drugi strani pa toliko besed o vseh mogočih pravicah. No, in pozabil sem še to, da v zadnjih letih, ko se je upokojil, seveda ni prenehal s svojo aktivnostjo. Še kako je bil aktiven, predvsem na inštitutu Karantanija, kjer je pomagal številnim civilno-družbenim pobudam, izdajam izredno zanimivih publikacij. Sam je bil vselej na tekočem
kaj se dogaja na področju ne samo prava, ampak tudi sociologije, filozofije v mednarodnem prostoru, skrbel za prevode in spomnim se, ko me je enkrat povabil, naj pridem, rad je jedel na Nebotičniku kosilo in je prinesel knjigo Zmagoslavje razuma od Rodnija Starka. In ta knjiga je res dragocena in jo priporočam v branje, zlasti v tem času, preroška, se mi zdi, da je preroška, glede na to, v kar je zahodna družba, kamor zahodna družba drsi, o zmagoslavju razuma, ki ima svoje temelje v krščanstvu. In v svobodni podjetniški pobudi in kar je temelj zmagovitosti zahodne civilizacijske paradigme. In prav profesor Šturm se mi zdi, da je bil utelešenje te zahodne civilizacijske paradigme. V vsem. V svoji predanosti človekovemu dostojanstvu, v svojem razumevanju države, ki je institucija namenjena zagotavljanju javne blaginje, javnega dobra, javnega interesa, kot oblika združitve državljanov za to, da preko tega, preko države dosežemo cilje, ki jih sicer sami kot posamezniki, atomizirani posamezniki, ne bi dosegli. Kar pomeni, da je država dobro, da je nujna in da lahko deluje samo v dobro vseh. In jo je treba zato seveda omejevati, ker je vselej, kar deluje oblastno, podvržena skušnjavam zlorab. Zato je njegova knjiga Omejitev oblasti tudi eno temeljnih del za razumevanje ustavnosti javne uprave, predvsem pa ustavnosti. In je trajen spomenik njegovi pravniški veličini. In v čem je še, čem njegova osebnost izraža to zahodno paradigmo? V spoštovanju človekovega dostojanstva, posameznika, da je posameznik najvišja vrednota. In sam je to izražal s svojim osebnim obnašanjem. Bil je gospod z veliko začetnico, olikan, omikan, razumen, zavezan spoštljivemu, racionalnemu diskurzu. Z njim je bilo vselej veselje diskutirati, ker njegovi argumenti so bili jasni, razumljivi, čisti, neovrgljivi in vselej spoštljivi do sogovornika. In s tem zaključujem in se nekako sprašujem, si mislim, kako zelo ga pogrešamo, posebej v teh težkih časih za Slovenijo. Gleda nas in si misli, kam ste padli? No in upam, da nam njegov navdih pomaga in nam bo pomagal pri reševanju te krize, v katero se pogrezamo, in da bomo iz nje tudi po njegovi zaslugi in vsega, kar nam je zapustil, le nekako izplezali in išli. Hvala.
Hvala, gospod Zobec. Sedaj bi pa prosil še gospoda Granda, da poda svoje videnje skozi zgodovinska očeta. Spoštovane gospe in gospodje, moram vam povedati, da sem imel srečo, da sem dr. Šturma spoznal v Kranjski Gori, ko je bil nekoč na dopustu, namreč njegova hči Breda pa moj sista bila sošolca in tako je pač prineslo, sem imel to srečo, da sem ga spoznal. No in potem pravzaprav smo imeli stike skozi, ampak tisto, kar je mene pri njem, tudi jaz ga imam name za enega izmed stebrov slovenske osamosvojitve, bom še povedal zakaj, kar ga je razlikovalo od drugih, jaz sem se z mnogimi pogovarjal, vedno so ponovadi iskali rešitev v preteklosti, bomo se pomaknili nazaj. On pri njemu, preteklost je bila preteklost, on je iskal vedno pot naprej. Kajti, če vi hočete v družbi zgodovinsko poti nazaj ni, gre samo naprej. So izkušnje iz preteklosti, vendar se na staro ne da vračati, kar so nekateri žal politiki zasledovali. On tega ni zasledoval. Potem bi reče dodal to, kar je moj novomeški rojak Jan Zobec tudi rekel, glede odnosa do sodišč. Poglejte, on je, dr. Šturm se je za sodišča zelo zauzemal, ampak on je hotel dati na sodiščem tudi eno zvrneko veljavo. Okolikor jaz sem, je on bil edini, ki se je trudil za to, da bi sodišča dobila ustrezne prostore. Ne zato, ker se s tem, ko so sodišča na ne vem na kolikih koncih, včasih sem videl, ker se tle krade družbe naravno, ampak on je želel, da sodišča dobija nove stavbe. Veste, da je tudi prostor bil za to rezerviran, on bi tudi to spelo, ampak ko je pač sedanja ministrica prišla na oblast, mislim, da je bila med ene izmed prvih oblasti, da je črtala pravosodno palačo. Jaz, ko sem začel razmišljati, ko je v tem današnjem večeru, sem gruntal, ali imamo v Ljubljani kakšno stavbo, ki je pomembna, ki je ni zgradila stara Avstrija. Je ni. Oprostite, od železniške postaje, pošte, kar imamo stare Avstrije. Stara Jugoslavija je tle 0 let in dr. Šturm je tudi, prosim? Stožice. Oprostite, sem zelo ponosen. Pravoslavna cerkev. Ja, sem zelo ponosen, da jih še nisem videl. Stožice. Ja, ampak pravoslavna cerkev je pa že en del prej. Pred vojno. Ja, en del, ne, kolikor se spomnim. Ampak ta je sreč tudi tako skrita. Ampak poglejte, torej on je hotel, da bi sodstvo je hotel pridobiti z izobraževanjem, pa tudi, da bi mu vrnil zunanji ugled. Zakaj? Ker zdaj ne bom znal na pamet citirati, ampak vem, da Kardel se je zelo zavedal, da mora biti oblast tudi v takih bolj strašljivih stavbah, da ima to svoj pritisk psihičen ljudi, da se jih bojijo. Ne? In poglejte, tudi če vzamete vse te stavbe, kjer so bile javne, vse teh stavb nas je bilo vseh strah. In oprostite, vam bom dal sam za primer, v Novo mesto, ko prijete tam pred Šolsko knjižnico, imate en spomenik, ko drži gor roke v zrak, ne vem kaj. In veste, kaj smo mi rekli tistemu spomeniku? Ker desno od tistega spomenika je bila udba. To je človek, ima roke razširjene od veselja, ki je udbi všel. To je bilo v novomeškem žargonu ta spomenik, čeprav drugače predstavlja, ne vem, talc ali ne vem kaj, nekaj talcga. Ampak hočevat, to je ena zadeva, ki mi je pri dr. Šturmu torej navduševala, da on je zavedal se krizo blata, v katerem so sodišča, pa vendar je hotel sodiščem tudi tem pomagati, da bi jim dal tisto mesto v družbi, tudi eno zven, ki ga zaslužijo. Glede na to, da sta Bogomir in gospod Zobec že govorili o stvarih, ki sem jih jaz tudi mislil, bi se omejil pravzaprav na zgodovinski del njegovega dela, ki je bil zelo velik. On je bil sicer upravni pravnik, veste, in upravni pravniki so v slovenski zgodovini upravili zelo veliko delo. Ne? Lahko bi začeli z Mihajlom Brožem kot prvim ljubljanskim županom poslanca leta 1948, pa so potem še tle številni drugi, namreč država funkcionira, če funkcionira njena uprava.
politika, zunanja politika, to je bolj za zabavo zgodovinarjev, ampak prava država funkcionira po dobri upravi in angleški zgodovinar Taylor, ko je razpadla Avstro-Ogrska, je nekje zapisal, ubogi Slovenci, glih prišli so v urejeno državo, pa jih hudičev zem bodo spet. In to se je seveda potem smo doživljali in še doživljamo pravzaprav do zdaj. Mislim, ker stara Avstrija ni bila idealna država, ampak vendar na upravnem pravu pa je ogromno gradila in dr. Šturm se je pravzaprav tega pomena upravnega prava v tej novi državi, po mojem mnenju, pa to sem še dalje bolj prepričan, najbolj zavedal od teh, ki jih jaz imenujem graditeljev nove države, kjer bi lahko začeli s Petrom Jambrakom, s pokojnim gospodom Demšarjem in vrsto drugih. Ampak tle je on bil res stalno motor tega ustavnega prava, seveda o tem je že gospod Zobec govoril, ampak vendar, da bi ta naša družba nesrečna začela funkcionirati. In zato tudi, kar je Bogomir še posebej poudaril v teh denacionalizacijah in tako naprej, kar je sestavni del seveda normalne civilizacije. Že Bogomir je omenil to izkopavanje pri Konfinu. Poglejte, jaz sem pred osamosvojitvi, ker sem imel pač razne sošolce in tako naprej, sem iskal neke zveze, da bi se začela raziskovati povojne poboje. Nikoli nam pozabil, mi je pač en novomeški prijatelj spet omogočil, da pridem v parlament, se sestanem z Nacetom Polajnerjem, ki je bil takrat zadolžen za raziskav povojnih pobojev in ko sem šel ven, sem rekel, križ Božji, tle ne bo nič. In tako so se tudi vsi lotevali to brez znanja, kar nekaj so fantazirali, ko pijani, oprostite. No in potem se spomnim, kako je dr. Šturm, omenjen je bil gospod Ivans, ki ga zelo pogrešam, sestavil neko neformalno skupino, ki so začeli takrat delovati, raziskovati. Namreč, jaz sem zgodovinar, poklican raziskovalci in morate se zavedati, da takrat ob osamosvojitvi je večina zgodovinarjev teh uradnih, institucionalnih kapitulirali, nič ne bod njih. Lejte, v 57. številki Nove revije ni članka zgodovinarja, ki bi bil prvi poklican, da nastopa. To ni slučaj. Pač tako je bilo stanje in delno je še danes torej. Saj veste, da pravzaprav koliko zgodovinarjev se je angažiralo v ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Cel del za zgodovino Filozofske fakultete, mimogrede, ne? No in potem seveda, torej dr. Šturm, lejte, najprej je sestavil to ekipo, ki so raziskovali, iskali dokumente. Vi ne veste, koliko je dr. Šturm dobrega naredil za slovenske arhive, koliko je on arhivov spravil v arhiv, za katere smo mislili, da jih ni. Mi smo bili prepričani, da je to uničeno, tega ni. Jaz vem, sem se kregal z nekdanjim direktorjem, že pokojnim, Bog mu grehe odpustil, rekel, pa kaj si ti hudiča naredil, saj nis nič pripeljal v hišo. Ne, kar je pripeljal, je dr. Šturm pripeljal. Veste, in še tudi potem, ko ni bil minister, še zmeraj je skrbel, da so se našli dokumenti in to dokumenti, za katere smo domnevali, da jih ni. On je to zvrtal. Tako kot je zvrtal, prostite, mene je sram. Odkar živim tlele v tej hiši, sem hodil po betonovi mim celic. Nikoli mi ni na kraj pameti padlo, da so spodaj v kleti močilne celice. Bo ve, koliko je še takih primerov v Ljubljani, ne? Zdaj sem bral neko ameriško poročilo, da je klub poslancev, da so spodaj tudi močilnice, ne? Sploh nisem za to vedel. In sem sprašal, stara Ljubljančana, noben se tega ne spominja. Tudi tisti, ki so redno zahajali v klub poslancev, ki je bil kar nobel lokal. No in vem, da so nekatere stare borke hodile tja na kosilo, s katerim sem bil v službi. No, ampak spodaj so bili ti bunkeri, tako kot so bili bunkeri v hotelu Slon, udbovski spodaj, ne? No in torej dr. Šturm je to zagrabil, lejte, zgodovina ga je pustila na cedilu, zgodovinarji torej zbrali nekaj posameznikov, ampak mislim inštitucije, Inštitut za novejšo zgodovino, dobro, takrat je bil še Zajelovska filozofska fakulteta, nič, to je vse odpovedalo in on je tle sam začel zbirati ljudi in potem sam tudi začeti raziskovati in so že tudi nekaj raziskovali. Bogomir je povedal primer Konfina, mene so tudi pretresli tisti vlaki, pa ljudje, ki so se z vlaki polali, pa so bili pol ubiti tle pri
na Gorenskem pa tako naprej. Torej vrsto stvari bilo praktičnih, ki jih je on začel odkrivati. Glejte, in z tega se je potem pravzaprav z tega njegovega dela odkrivanje teh povojnih zločinov, žal danes Jožeta Dežmana, in tle sem ga pozabil zjutraj poklicati, ker sem imel šolo danes zjutraj, ampak mislim, da bi z vso pravico rekel, da se je iz te njegove neformalne skupine, ki je tudi Konfin odkrila, potem razvila ta skupina za razkrivanje prikritih grobišč, ki potem, kar ta skupina doživlja, dela pravzaprav fantastično. Ne? Če pogledate, mislim, zdaj ne vem, a so jim že denar odobrili, ampak še nedavno mi Jožban Dežman rekel, da za leto še nisem imel dobrenega denarja. Ne? Koliko so pravzaprav ti ljudje naredili, koliko imajo tega uradnega odpora, koliko imajo osebne diskvalifikacij. To so unike kosti zbirajo, pa tako veste. To so prav grozljive, očitajo vam vse, kar najdejo in kar se mora zmisliti, kakšne diskvalifikacije so, ampak poglejte, in kar se potem so se pridružili še razni drugi ljudje, jaz imam zlasti v enem lepem spominu, Mitja Ferenc, naprimer, poglejte, kaj je Mitja Ferenc opravil. Jaz sem, prostite, malo grdo, malo hodil za njim, ker me je zanimal, ker njegov oče je bil moj direktor. Mitja je velik človek. Poslušajte, vsi na deželi, kjerkoli je Mitja bil, so rekli, kako se Mitja spoštljivo obnaša pri identifikaciji grobov, teh, tudi majhnih in tako naprej. Torej, Mitja je tle res, poleg Dežmana opravil delo. Potem so seveda spomnim arheologa Toneta, ki je evropsko bombojemen specialist sicer za bronasto dobo ali pa za barjanske kulture, kako se že to ne piše, oprostite, sem tle. Se ga vsi poznate, ker se je tudi zelo angažiral pri povojnih pobojih. Potem je tle seveda dr. Mihevc, revež, kolikor vem, je zdaj zelo bolan, ampak Mihevc je bil prvi, ki je enkrat prišel k meni, pa je rekel, Stane, koga ti misliš? Jaz sem bil v Kočevju, jaz sem teren pregledal, vse to nekaj pa ne štima, vse tle pa niso Slovence pobijali. Pa je Mitja Ferenc naredil tisto znamenito ekspertizo, ko so šli zdaj teh teren, pa so videli, mislim, to je res Lomparija, da je tista prva spominska slovesnost Kočevske mnogo bila lažna in Kučan je vedel, da je lažna. To me ne bo ven prepričal, da ne vedel. To je bila zavestna laž. In Zdenko Roten in ti so že vedeli, ker takrat so bili še vsi ti podatki ohranjeni. Vsaka postaja milica je imela posebno zadolžitev posebnega udbovca, ki je skrbel za te prikrite grobove in so imeli posebne katastre prikritih grobov. Janez Stanovnik je to posebej rekel na škofu Šuštrju, Bogomir, se spomnite verjetno, da mu bodo dali te podatke o teh grobiščih. Ne? Ampak žal tega ni, tudi ne vem, če je res Janez Stanovnik vedel, da je, čeprav jaz o njem nikoli nisem bil na jasnem. Torej, dr. Šturm je pravzaprav iz tega, lejte, je naredil na en stran to skupino, ki danes raziskuje ta prikrita grobišča. To je rezultat njegovega dela. Potem je bilo že omenjeno, kakšne zasluge ima za pravno literaturo, podobno bi tudi za zgodovinsko literaturo, kjer tudi izdajajo posebno revijo. Namreč poleg te skupine za povojne poboje je potem on ustanovil še študijski center za narodno spravo, ki danes postaja, oprostite, vodilni inštitut slovenski za povojno zgodovino. To je neverjetno dober inštitut, dober dela, ima sjajne mednarodne povezave. In če pogledam, kaj je ta inštitut naredil v teh letih, kot je, oprostite, je že zdavnaj prehitel po produkciji inštitut, kjer sem jaz bil zaposlen in ki je star že čez 50 let, ki je imel tudi to nalogo, to delati, kar ta pa ni ena stvari predtem naredil. No, pol je pa naredil tudi pod vplivom Šturmove skupine, da je naredil ta seznam teh povojnih pobitih iz vsega. Veste, tle je dr. Šturm to naredil in ne samo to, pogledajte, on je tudi zbral zelo dobre ljudi, kolikor jih je mogel, ne. Jaz sem tle posebej hvaležen kolegici dr. Griserjevi, torej kot veste, Slovenka, ki je v mednarodnem svetu najbolj ugledna zgodovinarca kot Slovenka, ne. Glejte, Tamara se je skozi angažirala pri tem inštitutu, ki sedaj prodira ven, ki ima sjajne mednarodne zveze. Veste, ta inštitut je danes dan v baltiških državah, na Poljskem, ga poznajo, tudi njegovo produkcijo, dileme,
je ta revija, ki je zdaj, je zelo dobra, ne, in skrbijo za kvaliteto in tako naprej. Tako vidite, da delo doktorja Šturma pravzaprav dlje so tisti trenutki, ko je bil z nami, bolj vidimo, kako je to pravzaprav bilo veliko delo, ki ga je opravil. No, in potem bi omenil pa sam še eno stvar, ki je pa čisto tako osebna, ne vem, če vsi veste. Torej, doktor Šturm seveda je bil klasičen humanist, ne, in je imel zgodovino, rad jo je razumel, mrskaj smo gledali različno. On ni bil pač, bi rekel, strokovno pohabljen, kot sem naprimer jaz verjetno v zgodovini, ker sem cel življenje. On je bil le neodvisen glede zgodovine in je na to gledal s svojimi očmi in sem se veliko od njega tudi naučil. Ampak on je opravil eno izmed največjih del slovenske zgodovine, ni še čisto končano, bo pa kmalu v času po drugi svetovni vojni. Kot veste, prvi popis slovenskega prebivalstva je bil leta 1754 pod Marijo Terezijo. In ta popis prebivalstva bil sicer civilen pa cerkven, tako naprej. No in potem za ljubljansko škofijo, ki je bila takrat drugačna kot je danes, to je bila še predjožefinska in je segala od Koroške pa gor do Črnokoroškem, pa tam okrog Šentjurja, pa na Dolenjskem je imela samo Šentjernejsko faro, ne, pa Svibno je bilo še tudi njeno, ja. No, poglejte, on je te popise prebivalstva iz 1754 začel obnavljati. Breda, koliko je to zdaj, 5 knjig je že šlo, ne? Poglejte, in to so velike knjige, obsežne knjige, ampak kaj je veličina te knjige? Doktor Šturm je poskrbil, da je najdel kolega Toneta Krampača iz Nadškofijskega arhiva, da je Tone vse te priimke in vse, kar je še zraven, transkribiral. Namreč ta popis veste ni bil delan po sedanjih principih popisa, kritičen datum in tako naprej. So velika razlika, ampak vina so poklici družine. Na podlagi tega se bo dalo zluščati eno krasno podobo slovenske družbe sredi 18. stoletja. To je pa tisti čas, ki je prelomen. To je čas, ko se začne rojevati ideje, s katere pride potem Združena Slovenija. To je čas, ko propada feudalizem, ko se začenja že konc s feudalizmom. To je nasilna dinamika, tudi glede gospodstva in tega. Glejte, in to bomo zdaj dobili v slovenščini v roke. In doktor Šturm je angažiral, torej najdo je prepisovalca, najdo je denar za tisk, druge sodelavce in to je eno monumentalno delo objava virov. Ne? Lahko vsak od vas jo bere, zlasti tisti, ki se ukvarjate z genealogijo, pa iščete svoje prednike. Mrstir se je že pohvalil, da jih je najdo nazaj. Seveda, marsikaj ni ohranjen, ampak za stroko je to sjajen zgodovinski vir. In ne samo to, da je to objavljeno. Poslušajte, danes, če delate v znanosti, praviloma ni honorarov. Doktor Šturm je vsakmu od nas, ki je z njim sodeloval, pošteno, dal pošten honorar. Jaz sem vedno rekel, gospod profesor, tako je, in konc gotova maša. Ni bilo nobene diskusije o tem. Ne? Žal nismo uspeli zaradi korone, da bi te knjige tako promovirane bile, kot bi morale biti, ampak vendar to objavljanje teh popisov prebivalstva, to je ogromno delo. Lejte, ohranjeni so, kolikor vem, še za Štajersko, ker sem videl citirane. Žal sem probal priti do njih, pa mi ni uspelo, ker takrat, ko jaz nisem se še zanimal, ko sem delal v Graškem arhivu za to, zdaj sem pa videl že večkrat citirane, ampak v roki še nisem imel, ne. Za Goriško pa zgleda, da so pa zgubljeni, ne. Veste, to je pa tragika, ker Goriška škofija je imela takrat, oziroma je bila še škofija, je imela celo Dolenjsko, ne, pa je velik del, en del Notranjske, Logatec pa to ne. Tako da ne manjka, ampak ne glede na to se bo dalo samo na podlagi teh podatkov narediti eno krasno študijo o položaju slovenskih družin sredi 18. stoletja. Se pravi, manjka zdaj še dve knjigi, ena bo drugo leto verjetno šla, ena pa malo kasneje za Koroško in bo zadeva zaključena. To je veliko delo, to je res srčično. Jaz se čudim, kako je on to zmogel, jaz sem bil sam na inštitutu v službi, ki bi moral to delati, se nismo za to vedeli, pa se tudi tega ne bi upali lotiti, po pravici povedano. Ne.
Ampak vendar, glejte, on ni bil človek, on je bil zelo velikopotezen človek. To me je tudi vedno presenečalo. On se ni ukvarjal z drobnarijem, to njega ni zanimalo. On je šel, tako kot sem rekel, da je imel vizijo sodnih plač, je imel tudi vizijo, kakšne knjige moramo Slovenci imeti, kaj je treba prevesti. Jaz se spominjam, potem, ko je Džilasa objavil, ne, veste, to je bil kar praznik. Ne? In moram reči, da čeprav on ni bil zgodovinar, je s tem, ko je potem postavil ta Center za narodno spravo, ki postaja, kot sem že rekel, torej vodilni slovenski inštitut za povojno zgodovino, se je on tudi trajno zapisal v slovensko zgodovino, ne samo kar kot pravnik, ampak tudi pravzaprav kot zgodovinar. Ne? In da bom rekel, sam je videl, ko smo delali te zbornike, da je problem s terminologijo. Vse veste, v latinščini pomeni beseda v original nekaj, v 18. stoletju pomeni pa v vulgarni latinščini drugo. Se spominja, je rekel, granda pokato, pa mi je rekel, gospod profesor, srame je, ne vem, je kdo pa videl, se rekel, mogoče pa Primož Simoniti, ki bi jo takrat še živ. Ne, potem je šel k Primožu in sta delala ta slovar Breda, se spomnite, precej časa. In to je tudi, lete, on se je tudi pobrigal, da smo mi dobili slovar te latinščine 18. stoletja, ki je tudi nekaj posebenega, ne, ki je, oprostite, klasični filolog je bo vrgal tla, rekel se, to je perverzo, to ni nič, čemu je pa to podobno, pa vendar je tudi to del naše takratne kulture. Tako da jaz, ko gledam nazaj na slovensko osamosvojitev, pravim, imamo 3 stebre. En steber je bil okrog revije, torej številka 57. To lahko kaj rečemo, če spomnim, ampak to so eno veliko delo upravili. Drug steber je bilo to, kar so izvedali to vojaško osamosvojitev. Bi rekel, tle jaz na prvem mestu seveda štejem tudi pokojnika Jožeta, potem pa seveda Janšo Bavčarja, do Lojzeta, zlasti se spominjam gospoda Omana, ki je bil nadpoprečen format za mene, čeprav po izobrazbi najmanj izobražen, ampak to je bil neverjeten talent za politiko in zgodovino. No in tretji steber pa pravzaprav sestavljajo pa ti ljudje, kot je bil dr. Šturm, zraven so bi še Peter Jamrik, pokojni Demšar, ne, pa še nekaj ljudi bi našel, ampak vidite, če ne bi rekel vseh teh 3 skupin, ne vem, kaj je bilo za slovensko osamosvojitvijo. In če se priključim sodbama obema, lejte, danes Slovenija v Kristusovih letih, prebijajo na križ, ampak ravno zaradi dela, kot so ga opravili dr. Šturm in podoben, tiste sulice, ki bi zadala smrtni sunek na križu, Slovenija ne bo doživela. Bo preživela zaradi tega dela, ki so ga ti ljudje, taki ljudje, ki je bil dr. Šturm odpravili. Bo še hudo, ampak vse stvari le grejo po svoji zakoniti poti in se lomijo, tudi s pomočjo izkopavanj povojnih grobišč, pa tudi s pomočjo inštituta Centra za narodno spravo, pa tudi nazadnje, ne bodimo skromni zaradi vseh nas, ki tako delo spoštujemo in cenimo in ki se tudi s hvaležnostjo spominjamo velikega dela, ki ga je opravil dr. Šturm. Hvala lepa. Hvala gospodu Stanetu. Sem pa dolžen, ker je to pač seja, ne, za Republiko, povedati, kdo vse se je opravičil od članov zbora in ne more prijeti, in sicer Čeček Friderik, Janša Janez, Juhant Janez, namreč v Medvodah je srečanje Pedra Opeke, Jože Rant, ja, ti si ga že zdaj omenil, potem Škrinjar Mojca in pa Valič Zver Andreja pa Milan. Zver sta se opravičila, sta pa napisala vsem članom zbora za Republiko in zelo dober tekst o gospodu Šturmu in jaz bom prebral samo njun zadnji odstavek. In sicer po nekaj strani je dolg, 9 strani, tekst vreden prebiranja in sicer takole pravita. A naj nama bo ob koncu dovoljen povsem osebni spomin na Lovra Šturma in njegovo soprogo Milico.
ki ni samo njegova življenjska družica, ampak tudi njegova muza in navdih. Njeno literarno ustvarjanje je inspiriralo tudi njegovo delovanje. Mnogokrat nama je bila dana priložnost srečati ju v dvoje, z roko v roki. Izkušnja njune globoke medsebojne povezanosti, skoraj otipljive ljubeče skrbi drug za drugega, nagajivih pogledov in skrivnostnih nasmeškov je nekaj, kar človek ne pozabi tako zlahka. Lovro in Milica Šturm sta se svojim življenjem in pričevanjem junaka čudovito napetega in vse pozornosti vrednega romana, ki bo za večno vpisan v slovensko stvarnost. Namreč tudi to sodi k velikemu človeku, o katerem smo danes govorili.